Torej, če se fokusiramo na samo embalažo v okviru koncerna Henkel, Henkel ima torej novo strategijo, posebej za embalažo in model 150 oziroma nič, zero. Ta naš krog, zelo pomembno je torej, da se osredotočamo na materiale iz trajnostnih virov, da uporabljamo pameten oziroma smart design in pa torej, da zapiramo zanko. Kako bomo to dosegli? Naše ambicije, torej, da bo možno 100% reciklirati našo embalažo oziroma jo ponovno uporabiti, zmanjšati torej virgin plastik, fosilno plastiko za 50% in pa brez odpadkov v okolje, torej brez odlaganja plastičnih odpadkov v naravo, torej z zbiranjem in pa recikliranjem. Še ena znamka NatureBox, ki jo tudi proizvajamo v Mariboru, je prva v bistvu znamka, ki uporablja socialno plastiko. Seveda poleg tega, kar je omenila prej Julija, ima certifikat Cosmos Natural, torej 99% sestavin je naravnega izvora in pa seveda poudarek na plastiki. Te plastenke vsebujejo 98% socialne plastike. Henkel je zelo ponosen na sodelovanje s Plastic Bank v partnerstvu, torej uporaba socialne plastike. Kaj to pomeni v partnerstvu od leta 2017? Naš cilj je zmanjšati količino odpadkov v oceanih in izboljšati kvaliteto življenja ljudi, torej tudi pomeni, da ima velik socialni pomen, vpliv, torej vsi ti zbiratelji, predvsem v teh revnih državah, prejmejo premijo, torej denar za zbrane materiale, ki jih nosijo v te banke, ki jim potem pomaga zadovoljiti osnovne potrebe glede preživetja. Projekti so na Haitiju, Filipinih, Indoneziji, tudi v Afriki, ob reki Nil. V 2020 smo v embalaži naših izdelkov integrirali že več kot 600 ton socialne plastike. Ja, in to so ti izdelki tudi, ki vsebujejo to socialno plastiko in tudi tu je Henkel prejel eno nagrado, The Packaging Innovation Awards, kot diamantni zmagovalec na podelitvi ene izmed najpomembnejših nagrad za prodorne embalažne inovacije, torej z močnim poudarkom na trajnosti in krožnem gospodarstvu.